dvojna doktorica Nataša Golob, lepo vas pozdravljam. Tudi jaz vas. In da vam čestitam za vašo najnovejšo knjigo z naslovom Pozdravljen ti, ki bereš. Nisem pa prepričan, ali je res najnovejša. Tale knjiga Pozdravljen ti, ki bereš, je išla lani v jeseni. Potem je izšel še en katalog srednjeveških fragmentov, to je številka 2 iz Nuka. Potem pred kratkim je izšla knjiga, ki sem ji jaz dala naslov, je pa zbirka člankov, ki jih je napisal Aleksander Basin. Naslov je seveda Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ampak to je mišljeno predvsem iz moje pozicije, zaradi tega, ker takrat, ko imam pred seboj neko slikarsko ali kiparsko delo, pač opazim, da so gube tako, pa roke tako, pa in podobne stvari, ampak to so formalnosti, ki so manj pomembne od tistega, kar je vloženo v delo. Mene zanima, kaj si je zamislil umetnik takrat, ko je imel pred sabo prazen papir, prazno platno ali pa kos lesa, ki mu je bilo treba dati neko podobo, kakšna je duša, ki je v vsem tem. Kaj se je dogajalo v umetniku in kako je sebe izrazil, zaradi tega sem dala tej Basinovi knjigi naslov Gledalec misli. Ker če ni misli v neki stvaritvi, potem je to štanca. To je lahko potem nekaj, kar je delano pač v skladu z neko modo svojega časa. In, a veste, zdaj sem pa že toliko stara, da sem postala pošteno izbirčna in da hočem imeti to presežno vrednost. Govoriti s tistim človekom, ki je pred 500 ali pa 800 leti nekaj delal. Ne? Ko sva se pogovarjala o vaši monografiji s črnilom in zlatom, ste ob koncu pogovora izrazili tudi neke vrste skrb, kako bo z vašo monografijo. Ampak ta monografija, o kateri ste nekoč skrbeli, je zdaj išla, to je knjiga Pozdravljen ti, ki bereš. In me zanima, kako je potekala zgodba z založništvom, z izdajo knjige. To je pa tako nenavadna zgodba, ker jaz sem si najprej predstavljala, da je knjiga, za katero sem bila dogovorjena na Slovenski matici in so mi tudi določili maksimalno 60 avtorskih pol, ne? Da je to nekako naša dogovorna zaveza, da bodo sprejeli knjigo v svoj program, ampak potem se je to odlagalo, pa iz enega leta v drugo, pa vedno je bilo premalo denarja, pa slišala sem, da so na sestankih govorili, da bi to morala samo na 1/3 spraviti in tako naprej. In potem, ko je ponovno bilo rečeno 11 knjig z našega programa bomo objavili, 12 pa ne. In to je bila ta knjiga. Takrat sem se jaz pač potem tudi matici zahvalila in sem začela iskati s pomočjo Tineta Logarja, lektorja, prijatelja, nekdanjega urednika Cankarjeve založbe, novo obliko. Nažalost, Cankarjeva založba, ki bi bila dovolj prominentna založba, tega ni sprejela v svoj program. Iz založbe ZRC SAZU sploh nisem dobila odgovora. Potem smo iskali še druge opcije in tako smo na koncu pristali na sozaložništvo Mohorjeve založbe iz Celovca in znanstvene založbe Filozofske fakultete, kar je navsezadnje krasno, da je knjiga natisnjena. Ampak, če bi knjiga išla pri Slovenski matici ali pa pri Cankarjevi založbi, bi imela čisto drugačno promotivno vrednost in bi seveda bila bližje bralcem. Zdaj lahko greste po vseh izložbah ljubljanskih knjigarn, nikjer je ni v izložbi. Nihče ne more vedeti, razen če je po nekem naključju o tem prebral, da je ta knjiga sploh išla. Naslov, ki ste ga omenili, ima pa tudi svojo zgodbo. Tukaj je napisan v slovenščini. Pozdravljen ti, ki bereš. Ampak to je samo prevod iz
enega besedila, ki je bilo napisano leta 1434 v komendi nemškega viteškega reda v Ljubljani. In to je bil Johannes Morgenpeser, vitez nemškega viteškega reda, ki je strašno rad pisal in imel celo vrsto anekdot v svojem žepu, ki se je razpisal o tem, kako je prišel škof iz Trsta, ki je imel v Ljubljani krasno pridigo, kako je bil cesar Sigismund recimo na poti v Rim in podobne stvari. V resnici izvemo iz njegovih zapisov in kolofonov kar en del tega ljubljanskega utripa v teh 30 letih 15. stoletja. In ta Johannes Morgenpeser je začel eno od svojih pridig, srčkane so, ker so polne ljudskih modrosti, pa občutkov, kaj ljudje doživljajo ob take ali drugačne nesreči, recimo, kakšno je bilo razpoloženje takrat, ko je šel komet čez ljubljansko nebo, kako je on stal s svojimi sobrati v Sadovnjaku. To je danes tisto parkirišče prazno pred Filozofsko fakulteto. Skratka, in eno pridigo začne z natančno tem pozdravom. Pozdravljen ti, ki bereš. To je pozdrav, ki se je zgodil pred toliko stoletji, pa vendar Johannes Morgenpeser ni izumitelj tega pozdrava. Najbolj znan ta isti pozdrav imamo v rokopisu, to je Filokalov kronograf za leto 354, ko Filokal pozdravlja Valensa, ki mu je namenil ta rokopis: pozdravljen ti, Valens, če ga damo v oklepaj, ki bereš. In to je pravzaprav 354, 1434, 2000, koliko? 25, 26. Pozdrav čez stoletja, skoraj čez tisočletje. Ne? Ja. To je to, ker glavni naslov je zdaj podnaslov Literatura v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo. Nič hudega, kdor hoče prebrati glavni naslov in podnaslov, bo zvedel pravzaprav vse, zakaj gre. Če ostaneva za hip pri podnaslovu. Literatura v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo. Ta podnaslov je natančen, stvaren, opisen, ampak ko bralec bere vašo knjigo, ugotovi zelo kmalu, da se vaša knjiga dobesedno razliva čez ta podnaslov. Da pišete tudi o 16. stoletju, tudi o slikarstvu, da pišete o marsičem. In ko sem bral to knjigo, se opravičujem, sem dobil občutek, da je tudi ta knjiga vaše življenjsko delo. To ne vem, a veste. Vsaka knjiga, ki je napisana in tako kot je Boccaccio rekel, samo še piko pritisnem, ne, je ena stopnica na neki poti, ki sploh ni nujno, da pelje proti hribu ali kakorkoli, ampak to je čisto enostavno pot, od enega kamna greš do drugega in nadaljuješ. In takrat, ko pišeš eno delo, je naenkrat v glavi eksplozija novih nalog, ki jih je treba narediti za to, da ubesediš tisto, kar v tej knjigi, o kateri govoriva, preprosto ni bilo prostora. Ne? Se bo hecen slišali, ampak jaz imam seznam, kaj še hočem napisati. Ne? In to je 7 monografij in 28 člankov. Vem, da tega ne bom mogla opraviti, ampak vsaj tiste zelo pomembne, recimo paralelo k Brižinskim spomenikom, najdemo v zapisu pokristjanjevanja, ki je potekalo ob Dravi, Virunum. Ne? Hkrati je pa tudi, recimo, kdor pozna tudi sočasno stensko slikarstvo v Franciji, ne, bo našel geste, obrate, oblačila, pokleke v Franciji in tukaj na našem Koroškem v popolni identiteti. Skratka, cela Evropa je dihala v enem zamahu. Skratka, tudi ta del Evrope, ki ga danes imenujemo Slovenija,
je bila Slovenija del neke evropske kulture, življenja, ustvarjalnega zamaha. To vse skozi tudi poudarjam in tudi recimo v tem katalogu o fragmentih ravno s tem zaključujem, da nam ohranjeni pisni spomeniki govorijo, da so bili naši kraji kulturno in intelektualno izredno močni, da smo bili, da se je pri nas tudi ohranilo toliko enkratnih literarnih ali pa zgodovinskih spomenikov, ki pravzaprav postavljajo marsikatero dogajanje v neko novo perspektivo. Oder se z našimi kraji bistveno razširi, no in tukaj je seveda ta razlog, da želim celo vrsto detajlov predstaviti v člankih, to so pač kratki zapisi, 10 do 20 strani, ampak ne vem, ali pri nas to sploh kdo bere. Prav to me zanima. Slovenska literarna veda, literarna zgodovina, kulturna zgodovina in še kakšna druga zgodovina je bila precej zadržana do tega obdobja. Nekako preskočila je to obdobje, ga postavila v oklepaj. Vi ste temu obdobju, tem stoletjem posvetili svoje življenje. Kako se je spremenil, kako ste se zavedli tega bogatega življenja v srednjem veku? Kako ste ga odkrivali? Zakaj vas je nagovorilo? Glejte, na eni strani imamo stališče Franceta Kidriča, ki pravi, da v našem srednjem veku se tako ali tako ni nič dogajalo in da imamo nekaj beležkarjev. Mislim, to je zelo pejorativna beseda, da nekomu rečeš beležkar. Ampak seveda sem to prebrala potem, ko sem že vedela, da je v 12. stoletju v Stični bilo mogoče 15 zelo profiliranih prepisovalcev in tudi pesnikov, ob njih ena četica odličnih knjižnih slikarjev, da so imeli svoje korektorje, da je zdaj, ko poznam tudi fragmente, da je enostavno knjižnica v Stični imela ne tistih 17 knjig, ki so v Nuku, ampak da jih je bilo kakšnih 80 do 100. To je danes mogoče natančno dokazati z naslovi in seveda tudi z vsemi temi načini zapisovanja, oblikovanja, sporočanja. Jaz sem ravno ob stiških rokopisih se enostavno uprla starejši literarni zgodovini pri nas, ki vem, da je sledila razvoju slovenske besede od Primoža Trubarja dalje. Še ko sem svoje sinove spraševala, kaj so izvedeli v gimnaziji, je najmlajši rekel, izvedeli smo, da med Brižinskimi spomeniki in Primožem Trubarjem ni bilo ničesar. Si predstavljate, ne? Jaz pa zdaj vse skupaj to pravzaprav podiram, ker že iz Stične imamo celo vrsto upodobitev teh rokopisnikov, tam iz časa okrog 1170. Imamo njihova imena, imamo avtorske izdelke in tem stiškim rokopisnikom potem sledi še svojih 150 imen ustvarjalcev, ki so bili bodisi prepisovalci, bodisi korektorji, bili so redaktorji, bili so avtonomni raziskovalci in avtonomni ustvarjalci literarne besede in znanstvene besede. Bili so ljudje, ki so obvladali 5-6 jezikov in to imamo recimo krasno prezentno tudi v enem najzgodnejših slovarjev, spet smo pri Stični, kjer latinsko-latinskemu slovarju, ki temelji na klasični latinščini, dodajajo srednjeveške latinske izraze, ki so bili potrebni zaradi tega, ker klasična latinščina ni bila več razumljiva. Ampak, da je vse skupaj še bolj zanimivo in zabavno, je pa seveda to, da so številne besede dopisane v nemščini, pa v italijanščini, pa v hebrejščini in
potem je naenkrat ta večjezikovna skupnost izstične pravzaprav en akademski ali pa univerzitetni nukleus, ki je bil pri nas in ki se je povezoval z ostalim dogajanjem pri nas, samo če vzamete, da je potem Žička kartuzija tam okrog leta 1400 bila center kartuzijanske znanosti, misli in literarnega ustvarjanja in da je samo iz Žičke kartuzije ohranjen seznam recimo 2500 enot. Ne? To so številke, ki so v tistem času v Evropi izjemne, tudi zaradi tega, ker šele okrog 1490, potem, ko je že bil Stantonino v Žički kartuziji, se začne oblikovati biblioteka, ki jo danes poznamo kot Vatikanska biblioteka. Se pravi, gre za en korak pozneje in tako kot je knjižnica v Žički kartuziji bila pravzaprav banka vsega znanja, varovalka misli, dajala je na razpolago vse, kar je ustvarjeno zato, da bo iz tega pognalo nekaj novega naprej. Kakšno mesto oziroma vlogo je imela grščina v tej skupnosti? Po moje sorazmerno veliko, zaradi tega, ker vedeti morate predvsem, da je tam do konca 13. stoletja bil ves južni del Italije, skoraj do Bolonije, v principu dvojezičen. In da so bili stiki z Bizancem vseskozi, Carigradom, pa potem tudi mesti v Mali Aziji, na otokih in tako naprej zelo živi, da je bil tudi dotok znanstvenikov v Evropo velik. Recimo zdajle je na razstavi fragment najstarejšega latinskega prevoda Ptolemajevega Almagesta pred letom 1200 in je prvi prevod iz grščine v latinščino. Tudi to je nekaj. Da ne govorimo o poznejših časih, navsezadnje Bernard Pergar iz Ščavnice pri Svetem Juriju. On je bil ustanovitelj katedre za grški jezik na Dunajski univerzi in prvi pisac grške slovnice. Ne? Potem recimo grščino zasledujemo tudi na tak način, da najdemo recimo citate iz grških avtorjev, pa je vseeno, ali je to Herondas, ali je, ne vem, kdorkoli drug, Sofokle in podobno, prevedene. Če poznaš izvirnik, ne, potem tudi vidiš, kje je latinščina. Grščina je bila v tem smislu nekoliko težka, ker mi mislimo, pač glede na naše izkušnje, da če znaš brati in če znaš pisati, da je to vse eno. V srednjem veku je bila veščina branja eno, veščina pisanja pa nekaj čisto drugega. In tukaj se pravzaprav mi sami nad svojimi predsodki spotikamo. In ne vidimo srednjega veka tako mnogojezikovnega. Navsezadnje tudi recimo hebrejski jezik je obstajal v številnih variantah in edini jezik, ki je bil pravzaprav diplomatski v srednjem veku, je bila nevokalizirana hebrejščina. Se pravi, jo je bral lahko samo nekdo, ki je vedel, ki je potuhtal vsebino, ki je v takem nevokaliziranem sporočilu zapisana. Evropa je bila vesolje najrazličnejših jezikov. Od grščine in hebrejščine pojdiva k tem zapisom, kdo jih je snoval, kdo jih je bral in kdo jih je mogoče tudi zbiral. Tukaj ni ene same niti. Ne? Srednji vek ima tudi do
velikih avtoritet iz starejših stoletij zelo diferenciran odnos in recimo vemo, da so nekateri poznavalci literature in jezikov bili zadolženi za popravljanje slovničnih napak, drugi, da so iz nekega opusa, recimo Origena iz Akrage, ki je imel blazen opus, izbrali 70 tehtnih člankov, odlomkov in podobno. Potem so bili taki, ki so nekatere odlomke komentirali in to so tudi avtorska dela, tudi uredniško delo je navsezadnje avtorsko delo. In seveda potem so tudi dela, ki se začenjajo recimo tako, kot pravi učeni Aurelij Avguštin, in potem zdrkne v svojo strugo. V vsakem človeku, ki je znal brati in pisati, ki je razmišljal o tem, kar je napisano, je bilo tudi seme samostojnega ustvarjanja. Zaradi tega so redka dela tista, ki so pravzaprav prešla vsa ta stoletja brez posebnih avtorskih posegov. Gotovo je bila pred takim poseganjem zavarovana Biblija, ampak čim pa imamo svetniška življenja, se pa ta svet pripovedništva odpre. Če bi brali recimo življenje svetega Severina, ta knjiga je bila v Gornjem Gradu in je iz 12. stoletja, ampak to življenje svetega Severina vam natančno popisuje tudi, kakšni so bili vozovi, kakšne so bile ceste, kaj so jedli in tako naprej, čeprav je v ospredje postavljeno življenje in mučeništvo svetega Severina. Pravi plas tega ustvarjalnega nagiba pa prinesejo potem stoletja tam po letu 1200, ko je gotovo, da na eni strani zelo veliko mest, ko je Evropa urbanizirana, ko se reke sholarjev, romarjev, popotnikov, trgovcev prelivajo čez velike razdalje. Navsezadnje mi imamo svojega prvega matematika iz Ljubljane na Pariški univerzi tam v drugi polovici 13. stoletja. Ampak to ni literatura, matematika je matematika. Gre za to, da ljudje hočejo življenje, o katerem govori Sveto pismo, povezati z njihovimi izkušnjami. In takrat nastajajo recimo dolge pripovedne zgodbe o Marijinem življenju. Kaj se je igrala kot deklica, kam je hodila po vodo, kako je šivala obleke, kaj so povedali njeni sosedje, kako je bilo njenim sosedom ime in tako naprej. Filip Žički je o tem napisal pesnitev, ki je dolga 10.000 verzov, kar je pa pravzaprav že ekvivalent viteškemu epu. V svoji monografiji pišete tudi o brežinskih spomenikih in jih postavite v literarni kontekst, ki ga do danes nisem poznal. Ja, to je ta Letania Norica. Do tega besedila sem prišla po čistem naključju, ker sem ugotovila, da nek popisovalec tega kodeksa, ki je bil svoje čase v Krki na Koroškem, je bil majčkeno raztresen in je nekaj preskočil. No, in seveda zaradi tega, ker je preskočil on, potem naslednjih 350 let nihče v Avstriji ni tega drugače upošteval kot samo tisti pradavni zapis. Jaz sem pa to pogledala, prebrala in me je skoraj kap zadela. Res je ohranjen prepis nekega zapisnika o množičnem krstu, o tem in tisto, kar je zanimivo, recimo, zapisano je, da so peli psalme v svojem jeziku. S čim zdaj to lahko povezujemo? Navsezadnje z tem, da je Karel Veliki
hotel pokristjaniti ljudi v svoji državi. To je bilo, tako piše Alcuin, pa Pavlin iz Oglaja, da je bilo to zaključeno leta 813 in o tem so poročali na sinodi v nemškem mestu Worms. Zdaj, če piše v tem poročilu, da so peli psalme v svojem jeziku, ki jih nadzornik, ki je prišel iz neke velike cerkve, ni razumel, imamo tukaj seveda potem takoj to situacijo. Ta nadzornik je znal nemško, znal je latinsko, italijansko, pa znal je verjetno tudi grško ali hebrejsko. Če ni razumel jezika in se je to dogajalo ob Dravi na južnem Koroškem, potem bi človek rekel, to so besedila, ki so jih peli naši predniki in so zelo podobna temu, kar je zapisano tudi v Brižinskih spomenikih. Brižinski spomeniki so vsaj deloma zgrajeni na poročilih, pa pridigah, pa spodbudah, pa spovedih, ki so bila zapisana v približno istem času, originalno, delno, ne. Tam v zgodnjem 9. stoletju, zaradi tega lahko rečem, da gre tukaj za nek paralelizem brižinskih spomenikov, ki imajo potem tudi nadaljnji jezikovni in mentalni razvoj, na drugi strani pa za kopijo zapisnika, ki se je o nekem dogodku, množičnem krstu, ki se je moral zgoditi pred letom 813. Dvojna doktorica Nataša Golob, najini pogovori imajo pravzaprav stalno rubriko Kako naprej? Katera bo vaša naslednja knjiga oziroma katera je tista knjiga, o kateri se bova v prihodnje verjetno še kdaj pogovarjala? No, najprej se bova lahko srečala recimo ob publikaciji, ki spremlja razstavo o fragmentih, srednjeveških rokopisnih fragmentih. Razstava je namenjena v NUK-u pravzaprav najširšemu občinstvu, daje pa tudi dva zelo pomembna podatka. Na eni strani, da je samo v Ljubljani najmanj 1500 rokopisnih fragmentov, se pravi preostankov 1500 kodeksov, ki so bili, da so to pa seveda tudi izbrani spomeniki, ki imajo neko posebno tehtnost. Recimo večjezikovni slovar, potem preostanek rokopisa iz časa škofa Abrahama iz Freisinga, potem so tukaj znanstvena dela, tukaj je seveda potem tudi nekaj zabavnih detajlov od tega, kako obvladati fragment, ki je samo toliko velik, kot je noht na roki, ne? Ampak tudi to je fragment, kjer moraš odgovoriti, kdaj je nastal, kje je nastal, pa ali mogoče pogruntamo, za kakšno vsebino gre. Veste, to je pač malo drugačna detektivka, ampak srednji vek je poln takih storij. Dvojna doktorica Nataša Golob, hvala vam za vašo znanstveno monografijo. Pozdravljen ti, ki bereš, in hvala za pogovor. Hvala tudi vam.